Lep pozdrav vsem, ki ste se zbrali ob odprtju razstave z naslovom V senci Beethovenove, ki je postavljena v prostorih zaporniških celic nekdanje tajne politične policije na Beethovenovi 3 v Ljubljani. Med nami lepo pozdravljam ministra za pravosodje Republike Slovenije Mihaela Zupančiča in ostale predstavnike ministrstva. Prav tako pozdravljam direktorja Študijskega centra za narodno spravo dr. Tomaža Ivešiča, soavtorico razstave dr. Jelko Piškurič, predstavnike medijev ter vse druge cenjene goste in obiskovalce. Vabim ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča in direktorja Študijskega centra za narodno spravo dr. Tomaža Ivešiča, da s prerezom traku simbolično odpreta stalno razstavo V senci Beethovenove. Hvala obema, zdaj pa vabim, da spregovorita par besed o odprtju. Spoštovani direktor Študijskega centra za narodno spravo dr. Tomaž Ivešič, spoštovani dr. Jelka Piškurič in Mateja Čoh-Kladnik, spoštovani soustvarjalci razstave, dame in gospodje, predstavniki sedme sile. Z velikim spoštovanjem vas pozdravljam v odprtju razstave V senci Beethovenove. Postavljen na kraju, ki sam po sebi nosi globok zgodovinski spomin. Za zidovi teh stav so nekoč odvijale zgodbe ljudi, ki jim niso bile odvzete le prostost, varnost in dostojanstvo, temveč pogosto tudi pravica biti slišan, pravica do poštenega postopka in do tega, da bi bila njihova usoda sploh poznana. Ta razstava njihove zgodbe vrača v naš skupni spomin. Ne zato, da bi ostali ujeti v preteklosti, temveč da bi jo razumeli in iz nje odgovorneje oblikovali našo prihodnost. Kot minister za pravosodje želim poudariti, da pravosodje ni zgolj sistem institucij, zakonov in postopkov. Njegovo resnično merilo je človek. Meri se v tem, ali država posameznika varuje, tudi takrat, ko je šibek, osamljen ali nepriljubljen. Meri se v tem, ali oblast priznava meje svojega ravnanja in ali odgovarja pred pravom. Prav v prostorih, kakršne so ti, se razlike med pravno državo in samovoljno oblast pokažejo najbolj neposredno. Kadar pravo postane orodje političnega obračunavanja, kadar je sodni postopek le videz pravičnosti in kadar je človek kaznovan zaradi svojega prepričanja, besed ali položaja, ne govorimo več o pravosodju, temveč o njegovi zlorabi. To spoznanje je univerzalno. Totalitarni in avtoritarni režimi praviloma najprej omejijo svobodno besedo, no to slabijo neodvisne institucije, da zvrednotijo pravo in posameznika podredijo domnevno višjemu političnemu cilju. Zato spomin na žrtve ni le pogled nazaj, je odgovornost sedajnosti. Evropa je postala skupnost miru, človekovega dostojanstva in vladavine prava, prav zato, ker se je odločila, da se njene najtemnejše izkušnje ne smejo ponoviti, nikoli več. Toda svoboda, demokracija in pravna država niso pridobitve zagotovljene enkrat za vselej. Vsaka generacija jih mora znova razumeti, varovati in uresničevati. Posebna vrednost te razprave je, da je postavljena na tem avtentičnem kraju. Postopimo v te celice, zgodovina ni več oddaljena pripoved. Postane prostor, postane spomin, kako hitro lahko človek ostane sam pred oblastjo, kadar odpovejo pravo, nadzor
in odgovornost. Ob tem je pomembno, da se preteklosti lotevamo strokovno, spoštljivo in brez poenostavljanja. Zgodovine ne smemo praviti kot orožje za nove delitve. Dolžni pa smo poimenovati krivce, ohraniti pričevanja, ter žrtvam in njihovim svojcem priznati pravico do zgodovinskega spomina. Iskreno se zahvaljujem Študijskemu centru za narodno spravo, avtorjem in njihovim svojcem, avtorjem razstave in vsem sodelujočim, ki ste s svojim strokovnim in predaljnim delom omogočili, da je ta prostor ponovno spregovoril. Naj bo razstava v senci Betonove izraz spoštovanja in spomin na vse, ki so v teh prostorih trpeli. Naj bo opomin, da nobena ideologija, noben politični cilj in nobena oblast ne smejo stati nad človekovim dostojanstvom. Predvsem pa naj bo zaveza, da bomo tudi danes odločno varovali svobodo, človekove pravice, neodvisnost pravosodja in vladavino prava. Kajti družba, ki zna prisluhniti tudi glasovom svoje najtemnejše preteklosti, lahko bolj pravično, odgovorno in človeško stopa v prihodnost. Razstavo v senci Betonove razglašam za odprto. Hvala. Najlepša hvala, gospod minister, za vaš nagovor in našo prisotnost in pripravljenost odpreti današnjo razstavo. Zahvaljujem se tudi ostalim iz Ministrstva za pravosodje za vso pomoč in podporo, ki smo jo prejeli v zadnjih letih. Lepo pozdravljam vse sodelavke in sodelavce Študijskega centra za narodno spravo in pa vse predstavnike medijev. Otvoritev razstave smo umestili v sklop dogodkov, ki jih organiziramo, da obeležimo 23. avgust, Evropski dan spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. Kot veste, imamo potem popoldne tudi še komemoracije in pa sveto mašo z spominsko akademijo, na kateri bo slavnostna govornica ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Čisto na kratko bi rad samo povedal, da je v bistvu razstava rezultat večletnega dela na Študijskem centru za narodno spravo, predvsem v okviru raziskovalnega programa kršitve temeljnih človekovih pravic in pa svoboščin, ki ga sofinancira ARIS. V sklopu tega v bistvu smo začeli z monografijo, ki vidite tukaj v senci Betonove 3, v sklopu katere smo v bistvu raziskali zgodovino stavbe in pa raziskovali določene usode zapornikov na splošno. Potem je sledila monografija Kazen naj obsojenca prevzgoji, ki govori o kazenskih ustanovah v Ljubljani v letih takoj po drugi svetovni vojni do začetka 50-ih, in te dve monografije sta nekako bile osnova za to, da smo lahko raziskali tudi usodo zaporniških celic, da smo lahko zaporniške celice umestili v sistem kazenskih ustanov v Ljubljani. Temu primerno smo potem tudi izdali katalog. Vabim vse, da v začetku bomo še prisluhnili soavtorici razstavi, kolegici dr. Jelci Piškorič. Potem si bomo razstavo ogledali, v miru, nikamor se ne mudi. Prosim tudi za malo potrpežljivosti, ker prostor je res majhen. Sama razstava bo za vse odprta s 1. oktobrom, ko bojo rešene še vsi detajli. Nakup vstopnic je možen preko naše novoustanovljene spletne strani, spletne trgovine www.zapori.si, in verjamem, da bo razstava zanimiva ne samo za državljane Republike Slovenije, ampak tudi za turiste, in temu primerno je tudi razstava, se pravi, dvojezična. Hvala lepa.
Hvala obema za besedo. Zdaj pa vabim soavtorice razstave dr. Jelko Piškorič k kratki predstavitvi in vodenju po razstavi. Hkrati vas pa vabim, da se po končanem vodenju zadržite tukaj v konferenčni dvorani, v konferenčni sobi na druženju ob kavi. Hvala vsem za obisk, lepo vabljeni k ogledu. Najlepša hvala za besedo, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zdaj, kot je že direktor dr. Ivešič povedal, je razstava rezultat večletnega raziskovanja. V tem času, na začetku v bistvu so bile celice odkrite leta 2007 in takrat so bile razglašene za kulturni spomenik državnega pomena. Potem so v letih 2018-2019 je sledila obnova celotne stavbe in v skladu s tem tudi obnova teh prostorov. Mi smo se pa v zadnjih nekaj letih potem trudili, da bi ta prostor napolnili z vsebino, zato smo se lotili tudi različnih raziskav. V tem času smo žal našli le en dokument, ki potrjuje obstoj teh celic iz leta 1951 in se nahaja tukaj notri. Se ga boste lahko potem pogledali. Gre za čas sprejemanja novega kazenskega zakonika in v tej luči moramo tudi razumeti ta dokument. In dokument govori v bistvu o nezakonitih zaporih, ki obstajajo na ozemlju takratne Ljudske republike Slovenije. In v bistvu iz tega dokumenta žal ne moremo zaključiti, ali gre za celice, ki so bile uporabljene kot pripor ljudske milice, ali gre za celice, ki jih je uporabljala tudi državna varnost. Temu drugemu prid govori to, da so v družbi tudi drugih ustanov, ki jih je uporabljala državna varnost. Zato smo se potem odločili, da razstavo zastavimo širše in te celice uvrstimo v sistem kazenskih ustanov, ki je takrat obstajal v Ljubljani sami oziroma tudi v njeni okolici. Kot je znano, je komunistična partija že čas vojne izkoristila za priprave na prevzem oblasti in takoj po koncu vojne je sledilo hitro utrjevanje in v zaporniške celice, kazenske ustanove so bile pomemben del tega represivnega aparata, ki ga je uporabila za utrjevanje oblasti, za kaznovanje svojih političnih nasprotnikov. V tej stavbi, ta stavba je bila zgrajena leta 1877, v bistvu kot šolska ustanova. Šlo je za privatno ustanovo gospoda Alojza Waldherja, tukaj je bilo deško vzgajališče in do 30 let 20. stoletja so se potem tukaj različne šolske ustanove zvrstile. Ta stavba je bila namreč nova ob velikem ljubljanskem potresu in ker so druge šole utrpele velike poškodbe, so potem tukaj začasno našle prostor. V 30 letih potem pride v te prostore en del mestne uprave, najame od Waldherjevih to stavbo in je tu do začetka druge svetovne vojne. Zdaj v tem obdobju žal zelo malo znanega, ni ohranjenih nekih arhivskih dokumentov. Edino, kar vemo, je, da se leta 1941 sem preseli del policijske uprave italijanskega okupatorja, ki je skrbel za registracijo. Takoj po koncu druge svetovne vojne stavbo prevzame komanda mesta Ljubljane in potem kmalu se tukaj znajdejo prostori ljudske milice oziroma uprava ljudske milice. Na začetku je bila tudi postaja ljudske milice. En od pričevalcev, ki smo ga uspeli dobiti, se spominja, da naj bi tukaj po njegovem mnenju bili pripori ljudske milice. Spominjal se je tega, da so bili prostori vedno zastraženi in da ljudje sploh niso marali po tej ulici hoditi, če so pa že hodili po ulici, so pa raje šli na drugo stran, ravno zaradi uniformiranih policistov.
Kaj se je dogajalo pravzaprav s temi celicami, torej ni jasno, ne. Zato smo mi pustili nekako na široko zastavljeno razstavo. Z oblikovalci smo se dogovorili tudi za poseben pristop, ko namreč vstopite v celico, vas povabi prostor k oknu, ki je edino znamenje svetlobe, in pod oknom imate odlomke iz pesmi, ki govorijo o svobodi, ali odlomke iz literature, in šele ko se obrnete nazaj, vidite v bistvu opise, kaj kakšna soba predstavlja. Zamislili smo si tako, da v bistvu najprej predstavimo kazensko-poboljševalni dom Ljubljana, ki je bil največja kazenska ustanova v Ljubljani, imel je prostore na Miklošičevi cesti, povezan je bil s stavbo sodišča in tam je bil zapor do leta 1954. Potem je v naslednji sobi so predstavljeni centralni zapori na Poljanskem nasipu. To je bil največji zapor za politične obsojence, namreč vsi, ki so bili obsojeni ali osumljeni političnih kaznivih dejanj, so šli skozi centralne zapore, ne skozi kazensko-poboljševalni dom Ljubljana. Šele, ko so jih pripeljali na sojenje, so jih premestili na Miklošičevo. V tretji sobi so pa predstavljena različna delovišča po Ljubljani. Zaporniki so namreč ne samo, da so bivali v zelo slabih pogojih, tako v kazenskem poboljševalnem domu Ljubljana, kot v samih centralnih zaporih, kjer so bili deležni tudi različnih oblik psihičnega in fizičnega nasilja. Po končani obsodbi so morali tudi fizično delati, kajti fizično delo so takrat imeli za glavno obliko prevzgoje. In v Ljubljani je bilo več takih delovišč, oziroma prvo delovišče je bilo odprto na Ižanskem gradu, ki so ga prenavljali za potrebe ekonomije, se pravi, to je kmetijsko posestvo, in tja so potem naselili določeno število obsojencev, tam so bile tudi različne obrtne delavnice. Potem so začeli delati v Litostroju, delali so na stavbi Doma ljudske milice, potem, ko pa leta 1949 uvedejo novo kazen poboljševalnega dela, pa potem se število teh delovišč še poveča in šele potem se sprejemom kazenskega zakonika v začetku 50-ih let se postopoma začnejo delovišča ukinjati in fizično delo ni več glavna prioriteta prevzgoje. Zdaj vas pa jaz vabim kar, da si pogledamo celice, ki jih boste na vaši levi našli, so v bistvu celice, ki govorijo o zgodovini stavbe, o zgodovini kazenskih ustanov. Celice na desni smo si pa zamislili kot doživljajske celice, se pravi, v prvi je zvok, ki so ga mogoče lahko slišali obsojenci iz ulice, potem v naslednji smo simulirali trkanje po stenah, s tem so se namreč obsojenci lahko sporazumevali, v zadnji je pa potem občutek teme, v katerem so se znašli, ker obsojence so velikokrat kaznovali s kaznijo osamitve in to osamitev je spremljalo tudi to, da niso imeli dnevne svetlobe. Zvok, ki pa prihaja iz konca, pa mogoče spominja na paznike, ki se sprehajajo po hodniku, na to, kar bi lahko obsojenci slišali, ko so bili zaprti v celici. A lahko še eno vprašanje? Ko smo imeli pred leti tukaj razstavo, smo v podu pod tretjo celico našli tudi tulce različnih kalibrov. Ali ste pri prenovi odkrili še kaj več, oziroma se kaj ve o tem? Ne, kot so nam sporočili z analize, neki tulci ne bi bili povezani s tem obdobjem, ki ga razstava prikazuje, ampak s kasnejšimi obdobji. Govorice so tudi, da ne bi bili te prostore uporabljali kot neko
vadbeno strelišče. Kar smo našli, so na podboju napisi, so tudi osvetljeni z reflektorjem, ti naj bi bili avtentični. 2 datuma sta vrezana v podboj. V sosednji celici pa potem so tudi napisi na steni. Ti napisi naj pa po mnenju ZVKD-ja ne bi bili avtentični, ampak ne bi nastali pri snemanju filma o Angeli Bodec. V tem prostoru, poleg dokumenta, ki govori o celicah, smo v bistvu zbrali kronologijo nekih najpomembnejših dogodkov, ki so vplivali na oblikovanje kazenske politike, kazenske zakonodaje. To je na tej steni, na koncu, na drugi strani. Imate pa tudi zbranih nekaj podatkov o popravi krivic, ker v bistvu Slovenija je po letu 1991 naredila kar nekaj za to, da bi popravila krivice, tako z zakonom o denacionalizaciji, zakonom o popravi krivic, pa tudi z Vrhovno sodišče obravnavalo več krivičnih sodb. Pa kar naredite. Kaj so tudi zdobi videli pa slišali? Ne vem, če bi lahko govorili. To vemo, da so se zelo kampanjem pozidali. Ja, so mi ko abecede različne. Res, ali? So se lahko v bistvu vedeli en za drugega potem. Čeprav v samih centralnih zaporih bi to striktno v tajnosti potekalo, noben ni smel drugega videti.